ime je Manica Ulčnik-Krump in sem vodja raziskav in razvoja v podjetju Alba Service Holding GmbH. Mi smo zelo velik nemški sistem, imamo več kot 8700 zaposlenih in približno 2 milijardi prometa. In se ukvarjamo izključno z problemi na trgu ravnanja z različnimi vrstami plastičnih in ostalih seveda tudi materialov. Zdaj, glede na to, da je bilo že mnogo povedano o plastičnih materialih, me zelo veseli, da je bila zadnja prosojnica ta, kjer je bilo izključno poudarjeno, da je nemški trg tisti trg, ki ne sprejema bioplastičnih materialov zaradi njihovega osnovnega izvora in nemožnosti recikliranja. Zelo sem bila tudi vesela, če smem poudariti stališče gospe Nili Pot in gospoda Hrvatina, ki sta v tej prezentaciji jasno povedala, s kakšnimi problemi se soočajo dajalci embalaže na trg. Nesmiselno je, da uporabnike v bistvu postavimo v situacijo, kjer so oni dolžni pravilno ravnati z bioplastičnimi materiali. Iz prakse vam zagotavljam, da 99% uporabnikov ne ve, kaj je to PLA in bodo plastenko iz PLA po vsej verjetnosti odložili v rumeni zabojnik. S tem bodo povzročili na področju recikliranja zelo velike težave, ker PLA je po nemški zakonodaji po 21. členu novega zakona o pakiranju kvantificiran kot nereciklabilen material. V praksi to pomeni, da vkolikor je pomešan z plastičnimi materiali, razpade pri dosti nižji temperaturi kot ostala embalaža in predstavlja problem bistvene degradacije v primeru mehanskega recikliranja. V primeru, da ga oddamo v ustrezen zabojnik, potem seveda je potrebno tudi ugotoviti in zagotoviti ustrezne pogoje za njegovo tako imenovano biološko recikliranje. Zelo veliko mitov obstoja v plastiki na trgu in sicer, da je okolju prijazna, da je to nova generacija biorazgradljive in kompostibilne plastike, da je v veliki meri CO2, torej nevtralna, da ne vsebuje škodljivih dodatkov in da zmanjšuje količino nerazgradljivih odpadkov. Vse to je seveda res, vendar to še ne pomeni nujno, da je bolj trajnostna. Karti z uvedbo plastike na biološki osnovi prve generacije zahteva pretvorbo večje količine zemlje za kmetijsko uporabo, kar je seveda povezano z negativnimi vplivi na biotsko raznovrstnost in pa seveda povečanimi emisijami ogljikovega dioksida, ki je potreba dodati tudi zelo visoke stroške predelave, spravila in predelave biološke surovine. Razen tega vsa ti vplivi na spremembe rabe zemljišč, ki jih povzroča proizvodnja bioplastike, v veliki meri izniči možne koristi toplogrednih plinov bioplastike in seveda tako imenovanega nevtralnega ogljičnega odtisa in seveda, česar ne smemo zanemariti, je tudi lastno tveganje kontaminacije zaradi uporabe umetnih gnojil in pesticidov med gojenjem surovin za proizvodnjo bioplastike. Končni uporabniki ne ločijo med terminom biodegradabilna plastika, ki je zasnovana na tako imenovanem razgradnji v določenem mediju pod določenimi pogoji, ne ločijo, kaj je to industrijsko kompostibilna plastika, ki jo je možno reciklirati samo pod določenimi pogoji in prav tako ne vedo, kaj je to doma kompostibilna plastika, zato je velika verjetnost, da bo nepoodločen končni uporabnik plastenko odložil v svoj kompost, kjer ne bo nikoli razpadla pod normalnimi pogoji kompostiranja, ki jo ima domač uporabnik v uporabi. Pomembno je tudi seveda to, da plastika proizvedena na osnovi biosurovin pravzaprav samo v 41% predstavlja biodegradabilne materiale, 58% predstavlja biodegradabilne materiale, medtem ko je 42% nebiodegradabilne in je podvržena popolnoma normalnemu postopku mehanskega recikliranja. Ključna zadeva
pri reševanju tega je gotovo ustrezno zbiranje. Kajti, samo z ustreznim zbiranjem materialov in v fazi zbiranja, ločevanja bioplastičnih materialov lahko zagotovimo ustrezne in primerne pogoje za tako imenovano okolju prijazno tretiranje bioplastičnih materialov. V primeru, da ti materiali končajo v normalnem rumenem zabojniku, kar se v velikem primeru, v realnosti tudi v resnici zgodi, pomeni, da jih je potrebno ustrezno sortirati. Skupina Alba je največji sortirni sistem v Nemčiji. Mi sortiramo 30% vse embalaže zbrane v tako imenovanih rumenih zabojnikih, 800.000 ton na leto. In lahko vam zagotovim, da nimamo sistema integriranega, kjer bi to plastiko, bioplastiko, kakorkoli avtomatsko ločevali. Iz stališča sortiranja je polietilen pridelan na bioosnovi popolnoma enak kot polietilen pridelan na tako imenovani osnovi nafte. Medtem ko v primeru, da imamo materijale, kot so PLA, PHA, ostali PBTA, ti materijali niso podvrženi avtomatskemu sortirnemu sistemu in končajo na sežigališču. Zato je to zelo pomembno in v osnovi najbolj pomembna zadeva ta, da so tudi potrošniki lahko ustrezno seznanjeni s tem, kaj lahko naredijo z temi plastičnimi materijali. Če se mogoče dotaknem nekoliko organskega recikliranja, seveda morajo materijali avtomatsko izpolnjevati zahteve EN 134325, ampak seveda je pomembno tudi, da ko je organski material, ko je bioplastika iz organskih materialov izbrana, jo je potrebno ustrezno, še enkrat ustrezno sortirati. V primeru organskega sortiranja to poteka samo pod zelo eksaktno nadzorovanimi pogoji. Potrebujemo mikrobe in hitrost biorazgradnje, poteka samo pri 70 med 50 in 70 stopinjah Celzija, zato je potrebna velika količina vode in seveda tudi ustrezno število mikrobov. V primeru pa, da bioplastika konča na nekontroliranih odlagališčih, se sprošča tako imenovan metan, ki ima 23-krat močnejši ogljični odtis kot normalni ogljikov dioksid pri pridelavi plastike in uporabi plastike iz konvencionalnih virov. Zato seveda upoštevajoč vse te vidike življenjskega cikla, ni možno trditi, da je bioplastika okolju prijaznejša od tradicionalne plastike. Zato je seveda potrebno usmisliti uporabo bioplastike na način, v katerih primerih se uporablja. Absolutno je iz stališča waste management podjetja smiselno, da se uporabljajo bioplastične, biorazgradljive vrečke za tako imenovan bioodpad, ker tam predstavljajo v bistvu ustrezno embalažo. Iz stališča waste management podjetja je popolnoma nesmiselno, da se bioplastični materiali uporabljajo za konvencionalne vire pakiranja, ker v tem primeru je skorajda nemogoče zagotoviti ločeno zbiranje in ločeno sortiranje odpadkov. Prosim, ne me razumeti narobe. Mi predelamo 800.000 ton odpadkov na leto presortiramo, 50.000 ton granulata proizvedemo, 3 tone materijala, ki ga proizvedemo in zberemo v ločenem sistemu, je komercialno zelo problematično upravičiti za dolgoročni razvoj. Hvala lepa.